Lep in prijazen dan želim iz Dunaja, natančno iz ulice Marija Hilferstrasse, ena najdaljših nakupovalnih ulic. No, tukaj vidite primer, na katerem bi se lahko naučili, kako se prodajajo časopisi. Tule vložite 1 evro denarja, takole vidite, in vzemete časopis, dobite tak časopis, gledajte tole, vidite? Tak časopis dobite za 1 evro. No, seveda to ne velja za Delo, ne za Večer in seveda ne za Dnevnik, ki ga izdajajo v Sloveniji znameniti medijski tajkuni, Petrič, pa ostali gospodje, ki mislijo, da je v bistvu medij enostavno prodati, posebej pa enostavno ustvariti. No, mi se nahajamo, kot rečeno, v srednji ulici na Dunaju, Marija Hilferstrasse, kjer vidite množico ljudi, od katerih pa le nekaj posameznikov nosi maske. Maske se ne nosijo v trgovinah, v lokalih da, v javnem prevozu seveda brez vprašanja. In ko vstopite v lokal, tudi morate narediti masko, vendar niso nič posebej rigorozni, ampak mi smo se držali predpisa, ki smo se ga te učili pač doma. No, tu je še eno drugih medijev. Vidite, za njega boste všteli 2,80 evra, ampak je treba priznati, da je tudi tale časopis, gledajte koliko časopisa dobite za ta denar. Vidite, toliko. A dovolj jasno? No, to pomeni, da se morajo gospodi iz Ljubljane nekoliko preseliti na Dunaj in se naučiti, kako se ustvarjajo časopisi, ki jih na to ljudje kupujejo za 2,80 evra. No, mi se počasi bližamo muzejski četrti. Mimogrede, Marija Hilferstrasse je na področju 7. becirka ali 7. okrožja, kakor ljubše. No, ljubše vam je seveda slovenski izraz. No, in tule je tudi 7. okrožje. In poglejmo še nekoliko naprej po tej ulici, kjer v bistvu je kar veliko zasedenega drevesja, da hladi področje te zanimive in najdaljše nakupovalne ulice v dunajski prestolnici. No, da se ve, njena dolžina je kar nekaj kilometrov, tako da veste, pri čem ste. Prvino pa se levi del nahaja v 7. becirku in zanimivo desni del v 6. becirku. No, mimogrede, Ljubljana becirkov nima, ima pa Dunaj, in sicer jih imajo, če je naš podatek točen, kar 23. Vse pa je povezano s podzemno železnico, ki je v bistvu osnova hitre povezave iz različnega mesta ali pa dela mesta, tako da ni pomembno praktično, ker živite. Morda je bolje celo, da živite nekje med tam 15. in 16. okrožjem, ker je manj gneče, kot je tukaj. Čeprav je, kot vidite, tukaj kar nekaj ljudi, kar pa seveda ne boste opazili v tem trenutku v
slovenskem glavnem mestu. No, mi se počasi približujemo muzejski četrti, ki je, ne boste verjeli, res bila nekoč konjušnica in morda je tudi zato nekoč en od srbskih pevcev Slovence pomenoval bečki konjušari, čeprav pa ni vedel, da bo to nekoč, ko ne bo tako kulturno izobražen, kot misli, da je, to postalo središče kulturne ponudbe mesta Dunaj. No, tamle smo že daljavi lahko zagledali dve zanimivi zgradbi, in sicer ena je področje, ki je namenjena prirodoslovju, druga pa v bistvu umetnosti ali pa umetnosti, ki je del res posebne umetnosti, ki je vredno obiskati. No in tukaj v teh nekdanjih štalah, bi rekli prijatelji Srbije, se nahaja muzejska četrt ali pa muzejem kvartir, kot ga uradno imenujejo tukaj. No in končali bomo tam, kjer smo tudi ljubili, in sicer v področju muzejske četrti, ki se lahko pohvali z, glejte, s čim? S tem. Glejte, to je ponudba nekdanjih, boste verjeli, konjušnic. Sej, vidite, da sem res tukaj, na vrhu me vidite v ogledalu. No, pa si pogledamo še to muzejsko četrt, ki je namenjena tle otrokom in njihovi ustvarjalnosti. No, tale znak dokazuje, da je bila res tukaj konjušnica. Vidite, to je tole. In tukaj se začne del področja, ki je namenjena otrokom. No, tam na vrhu, ne boste verjeli, je glavno dopolnilo muzejske četrti, kjer si lahko s pomočjo posebnega dvigala ogledate kompletni del starega dela mesta z eminentno palačo cesarjev in seveda cesarice, poleg rečeno naše znamenite dame, ki v bistvu je vladala z trdo roko, vendar dosegla marsikaj. No, tukaj je Leopoldov muzej, kjer seveda si lahko ogledate Igona Šileja, ki je, kot veste, res nekaj posebnega. In zanimivo je ta, ali pa zanimiv je ta objekt, kjer se vedno predstavlja, v tem primeru Roland Reitner, in sicer razstava se do 15. avgusta, če boste prišli sem, boste videli njegov ustvarjalni opus. No in to je muzejska četrt. To je približno enako, kot da bi prišli v Ljubljani na Metelkovo, vendar tam ne boste opazili ljudi, ampak le nekaj otročajev in tipov, ki morda v vogalu nekega dela pokadijo svoj džont. Tule pa vidite naravnost, muzej moderne umetnosti, kjer imamo tudi v Ljubljani, pa ni obiskan. Če boste vstopili ven,
vam dama, ki v bistvu spremlja to področje, ne bo znala povedati, koliko obiskovalcev je imela v zadnjih dneh. Pa recimo, da to govorimo o področju časa, ko je koronavirus bil preteklost ali pa bolje rečeno prihodnost. Tukaj pa ob vsem tem vidite te številne ljudi, ki v bistvu sedijo in si ogledujejo različne stvari, predvsem pa, da se sestajajo. No, to je pa ta znameniti Leopoldov muzej, ki je res nekaj posebnega in ga vredno zaradi različnih velikanov obiskati. Lepo se imejte in lep dan vam želim iz muzejske četrti na Dunaju. No, na tem delu je zdaj uprava, pa je bila res nekoč, kot rečeno, vojašnica. Mladega srbskega pevca ne bomo omenjali, ker bi bilo to nepomembno tako za nas, zanj pa tako njihovo, ker njegova raven kulture ni tako visoka, da bi ga bilo potrebno omenjati. Nasvidenje.